Nadaljujemo s kratkim svetopisemskim tečajem, kako pravilno razlagati svetopismo, in danes je na vrsti drugi del, etika branja svetega pisma. To vsebino smo načeli vsaj v obrisih že zadnjič, pa dejansko nekatere stvari smo celo že prejšnjič omenili, ampak danes se bomo pa temu posvetili. Tukaj pa gre res že zdaj za zelo ključno stvar, ki, če jo dobro usvojimo, nam bo izredno pomagala pri branju svetega pisma, pri razlaganju. Jaz bi rekel, drzno bi si reči, da če tole dobro usvojimo, če se tegale, kar bo danes predstavljeno, dobro držimo, ne bomo nikoli zatavali daleč od svetega pisma, od ta prave razlage ali pa vsaj od pravega namena svetega pisma. Tako da danes bomo v bistvu pregledali 4 sklope, 4 glavne stvari bi danes predstavil glede etike branja, se pravi, kakšna naj bo naša drža, kakšno naj bo pravo, pošteno branje svetega pisma, te knjige, ki nam je Bog dal, ki nam je Bog zaupal, ki nam je Bog izročil, da bi rasli z njo, da bi se izgrajevali z njo. In zdaj prvo, kar bi rad omenil, je mogoče malo presenetljivo, je ljubezen. In želel bi majčkeno spregovoriti o ljubezni, prav kot o razlagalnem načelu, kot o interpretativnem pristopu, ali pa celo kot o spoznavnem načelu. Že večkrat smo omenili tole vrstico, ki jo Jezus reče v Janezovem evangeliju, 14. poglavje, 15. vrstica: če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Govori o njegovih zapovedih, ampak v nekem širšem smislu je celo svetopismo nekakšna zapoved nam. In prav Jezus, če bomo njega ljubili, potem bo šlo, bomo prav zagrabili to stvar in se bomo lahko držali in bomo lahko tako živeli. Ali pa še druge, recimo Pavel v prvem pismu Korinčanom 16:14 reče: pri vas naj se vse dela iz ljubezni. Pa bolj dobesedno mahraska: vse vaše naj se godi iz ljubezni. Se pravi, tukaj postal ljubezen tudi res kot temeljen standard, ali kaj naj rečemo, zakon v narekovajih, temeljno ustavo Božjega kraljestva, učenčevskega življenja. Ja. In zdaj, če to velja za vse, naj to velja, poglejmo, kako lahko in more in ja, to velja tudi za samo pristopanje k svetemu pismu, za samo razlaganje svetega pisma. No, zadnjič smo malo govorili o teh 2 vidikih, božanskem pa človeškem vidiku svetega pisma, 2 naravah, tako kot je Kristus Bog in človek, je tudi svetopismo božansko, popolnoma božansko in popolnoma človeško hkrati. In zdaj poglejmo, že čisto v naših medosebnih odnosih, kako prava ljubezen izgleda. Prava ljubezen izgleda tako, da jaz tebe poslušam in da te poslušam tako, da te res želim slišati. Tako da dopustim, bom tako rekel, tvojo drugačnost, da ti nisi tak, kot so moje vnaprejšnje predstave. Ampak, če bom dobro prisluhnil tebi, te bom začel ujemati, loviti in dojemati v tvoji drugačnosti, spoštovati v tem, in to bo moja ljubezen. Se pravi, ljubezen že do bližnjega se kaže v tem, da res znamo prisluhniti, da res, ker s tem kažem, da te imam rad, ker te želim res tebe tazga, kot si, te želim slišati, te želim imeti odnos s tabo, s celoto tvoje osebe. In zdaj enako velja za pristop k svetemu pismu. Tukaj je pred nami eno besedilo in za njim so potem človeški avtorji, pa božanski navdih takrat in zdaj. In enako, popolnoma enako velja tukaj. Če res hočemo izkazati ljubezen Bogu in potem tudi našim bratom in sestram, ki so zapisovali ali pisali te tekste, potem moramo pristopiti točno tako tudi do njih, z ljubeznijo, s tem, da jim res prisluhnemo v tem, kar so oni, v tem, kar so oni hoteli povedati. To bo seveda tudi vključilo nekaj napora, da bomo pogruntali, kaj so oni hoteli povedati takrat njihovi publiki.
Ja. Ampak to pomeni, to je prvo načelo razlage Svetega pisma, je ta preprosta ljubezen, kjer lahko sebe malo umaknemo, se malo suspendiramo in pustimo res drugemu, da govori tako, kot drug hoče govoriti, tako, kot drug hoče povedati, tako, kot drug hoče nam nekaj prenesti. Ker seveda Sveto pismo nam hoče marsikaj sporočiti in prenesti. In te stvari so pa dostikrat drugačne, kot bi mi hoteli, kot si mi vnaprej predstavljamo. In včasih, ja, rušijo naše vnaprej, ne vem, pripravljene odgovore. Se pravi, ja, gre za to, da znamo res prisluhniti in ne iskati svojega, ampak iskati tisto od drugega, od bližnjega, po veri oziroma od Boga samega, ki nam govori potem, a ne. Ampak to pa nujno vključuje to ljubezen. Tukaj bi omenil, da recimo nekateri avtorji, nekateri teologi, kot je N.T. Wright, na primer, on je kar se tiče razlage Svetega pisma, je prav razvil, tako metodološko je razvil ljubezen kot spoznavno načelo. In je lepo pokazal, da dejansko ljubezen nam omogoča določeno vrsto spoznanja, ki nam sicer sploh ni dostopno. Brez ljubezni ga enostavno ne moremo do njega dostopati. In točno to se mi zdi je prvi korak, ki ga moramo nujno usvojiti, ko pristopamo k Svetemu pismu. In seveda tukaj takoj tudi vidimo, zakaj so recimo razne razlage Svetega pisma raznih kritikov, ki ga probajo tako ali drugače raztrgati, zakaj sicer imajo neko racionalno dimenzijo, ampak so v globini zgrešene, ker pač seveda zgrešijo to bistveno stvar, ki se tukaj dogaja. Ne? In to je pa ta odnos, ki je v osnovi, v globini, ta čista ljubezen, Božja ljubezen. Tako da to je prvo, kar se mi zdi res pomembno, tako da globoko zapopademo to in da se oborožimo v narekovajih s to čisto ljubeznijo, da pristopamo k Bogu lahko tako. No, če gremo naprej od tukaj, in tle pa zdaj lahko se navežemo na to, kar smo zadnjič nastavki že postavili. Ne? Zdaj pa drža, osnovna drža, kako naj bi pristopali k Svetemu pismu, smo že zadnjič rekli, ta ponižna drža. Citirali smo Izaijo, ki pravi: "Gledam pa na tistega, ki je ponižen, ki je potrt v duhu in se trese pred mojo besedo." Se pravi, ta drža veselega strahospoštovanja pred veličino Boga, ki je tukaj odzadaj in ki se mi želi razodevati po Svetem pismu, če bom pristopil s to ljubeznijo in seveda s to poslušnostjo, s to ponižnostjo. In tukaj seveda gre pa tudi potem naprej za učljivost, za odprtost, za dovzetnost. Da se vnaprej pripravimo na to, da tle bomo slišali stvari, ki nam tale hip niso prezentne in da se jih hočemo učiti. No, tudi to smo že zadnjič nadaljše že razložili, da Sveto pismo spada v učenčevstvo, se pravi, da smo imamo držo učenca. Prav ne enega, ne vem, neprizadetega opazovalca ali pa raziskovalca, ampak da imamo držo učenca, ki se želi učiti od učitelja. In Sveto pismo je tukaj orodje in Sveti duh je tukaj obljubljen kot živi sam Bog, ki prihaja in nas transformira ob tem, kar beremo. To je to, da se zavedamo, da je Sveto pismo tisto od Boga določeno mesto, kjer on v nas vdihuje svojega duha, če se mu bližamo s tako ponižnostjo, poslušnostjo in ljubeznijo. Tukaj gre za to držo, no, tudi že iz tega Izaijevega citata, ampak gre za to držo, da smo pod Božjo besedo, ne nad njo. Ta Božja beseda je nad nami. Tudi v pisni obliki Božja beseda je nad nami. In mi nismo nad njo in ta beseda piše, da nas je prerodila, beseda evangelija, in tudi drugje spet piše, da bomo sojeni po njej. Se pravi, to je ta drža, da smo pod Božjo besedo, ko prihajamo.
No in mislim, zakaj je to toliko pomembno poudariti, ne? Tukaj je seveda nevarnost, da pristopamo s svojimi predsodki, z nekimi vnaprejšnjimi prepričanji, vnaprejšnjimi pričakovanji, lahko so to tudi naša nazorska načela, ne. In tukaj moramo biti iskreni, noben od nas ni popolnoma svoboden česa takega. Tukaj se varamo sami sebe, če mislimo, da tega problema jaz nimam, se varam. Ne, dobro je biti tukaj prav v tem smislu ponižen, da se zavedam svojih lastnih teh nekih vnaprejšnjih pričakovanj, vnaprejšnjih zahtev recimo, ali pa predsodkov ali pa stališča, ne, ki lahko da vplivajo in lahko da pačijo moje razumevanje tega, kar dejansko tekst hoče povedati oziroma pisec hoče povedati oziroma Bog hoče povedati. Tukaj tudi ena tipična oblika tega je tudi mi proti vam, se pravi naše razumevanje Svetega pisma, tako kot sem se jaz naučil, tako kot naša skupnost uči, ne tako kot vi razumete, ne tako kot vaša, se pravi mi proti vam. To je ena konkretna oblika tudi takih predsodkov, a ne. No in tule bo zdaj seveda najboljše, da kar pogledamo nekaj primerov. Prvi primer bi kar navedel besedilo iz Mateja 7:21, piše takole. Jezus govori: Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Zdaj, jaz seveda kot protestant sem tle lahko v skušnjavi, da to mesto malo prezrem ali pa da ga nekoliko probam preinterpretirati, da bo skladen z doktrino, s protestantsko doktrino, z našo doktrino o odrešenju zgolj po veri. Ker če ta tekst seveda natančno preberemo, tukaj gre za to, da gre za izpovedovanje neke prave vere, da je Jezus Gospod. Ne? Ampak tlele na tem mestu pač Jezus govori, da to ni dovolj, da je treba pač delati voljo Očeta, ki je v nebesih. In tudi širši kontekst to sam še bolj pojasni, tako je pol Jezus govoril o tistih dveh graditeljih, en je gradil na skali, en je gradil na pesku. In ki je gradil na skali, je slišal pa delal, drug je pa slišal pa ni delal. Ni naredil nič. Tako da, ne, zdaj, to je recimo primer, ne, kjer moram jaz zelo paziti na te svoje, kaj ne rečem, predpostavke, predispozicije, vnaprejšnja pričakovanja, ker mi lahko, vse o tem bom majčkeno pozneje govoril, kaj ponavadi pol naredimo s takimi teksti, ampak tukaj moram biti dovolj ponižen, saj, da se zavedam, ok, tlele imam jaz morda malo gluha ušesa, zato ker sem se vnaprej nekako odločil, da bom stvari razumel na nek način, tale tekst se pa zdi upravičeno ali pa ne, ok, se lahko se bi bolj poglobili vanga, ampak da pa govori nekaj drugega. Ne? In zdaj, če nisem ponižen, bom šel enostavno mimo. Če pa sem ponižen, bom pa pustil, da me ta tekst vsaj malo zmot. Saj to, ne? Oziroma enostavno, da me pač oblikuje na drug način. No, sem o tem majčkeno kasneje. Še en drug primer bom dal, popolnoma drug, je pa pismo Rimljanom 16:7. Tam beremo takole. Se pravi, to je zaključno poglavje, apostol Pavel pozdravlja razne ljudi in med drugim zapiše takole. Pozdravite Andronika in Junijo, moja rojaka in sojetnika, odlična apostola. In zdaj, Junija. Ne? Tukaj bom majčkeno mogel razložiti. Zaradi doktrine, da ženske ne bi imele vodilnih pozicij v cerkvi, se je v rokopisih, tam nekje od 8. stoletja, ko so se začeli zapisovati na glasi, se je to drugo ime zapisovalo, kot da je moško ime. Prej ni bilo naglasov in dejansko samo iz črk brez naglasov ne moreš tehnično vedeti, ali gre za moško ali za žensko ime. Lahko bi bila Junija, lahko je pa Junijas. In tukaj gre samo za akcent in akcenti niso bili zapisani v prvih 8 stoletjih. No, v glavnem, v vseh grških rokopisih od 8. stoletja naprej, ko so se akcenti začeli zapisati, imamo tukaj moško
obliko. Se pravi, kot da gre za Andronika in za Junija, kot da gre za dva moška, ki sta pač odlična apostola. Ampak, težavica. Arheologija pa pove točno kontra. Nobena arheološka najdba, in to ime se pojavlja na veliko raznih napisih, nagrobnikih, vklesano v kamen, kakorkoli, vedno in dosledno je to žensko ime. Kaj vidimo? Kater problem tukaj vidimo? Ja, tukaj je bila neka vnaprejšnja predstava in seveda v 8. letu je že zdavnaj bila cerkvena praksa, da so samo moški vodili cerkev, že stoletja in stoletja takrat. In je bilo seveda jasno, da to mora biti moško ime. Medtem, ko dejanski, bom kar rekel, zgodovinski fakti pa močno kažejo v drugo smer. In zato ima recimo standardni prevod, ima zdaj, pa mislim, da tudi v prvi izdaji še ni imel, ima zdaj tukaj žensko obliko. Veliko prevodov ima tle moško obliko, ampak če greš to malo raziskati, vidiš, da je stvar zelo močno je na strani tega, da gre tle za žensko ime. Hočem to samo navesti kot primer, kako naše vnaprejšnja pričakovanja, ali pa celo, v tem primeru kar cerkvena praksa, ki je bila v 8. stoletju, je bila pač soglasna, kar se tega vprašanja tiče, kako to vpliva na to, kaj vidimo v Svetem pismu. Oni sploh niso mogli videti, da je bilo to žensko ime. To želim sam izpostaviti kot zgled, kaj se zgodi, če ne beremo s tisto ponižnostjo, s tisto držo ponižnosti, učljivosti in pol tudi ljubezni do drugega in drugačnega. Sveto pismo včasih govori kaj drugače, kot si jaz predstavljam, kot jaz mislim, da je. In če imamo to držo, potem bomo rastli in uspevali v branju Svetega pisma. Če pa nimamo te drže, pa nam dejansko Sveto pismo nič ne koristi, zato ker mi že preden smo ga začeli brati, mi že vse vemo. In vemo, da so obstajali eni ljudje, ki so zelo dobro poznali Sveto pismo. In ko se je pred njimi pojavila učlovečena Božja beseda, je niso prepoznali. Še več, zavrnili se, vemo, kaj so naredili z njo. Se pravi, tukaj ne govorimo glih o neki nedolžni stvari. Ta drža je kritično odločilna. A bomo mi Sveto pismo lahko brali tako, kot je namenjeno, in bomo lahko ob njem rasli in bomo dobili ven res to, kar nam Bog hoče dati, ali pa bomo varali sami sebe in druge. Prav, ta drža je pač posod izredno na mesto. No, zdaj bi šel pa naprej na dve malo bolj konkretni točki, kako naj bi ta drža izgledala v praksi. In obedve, moram kar opozoriti, bosta neudobni. In prvi od teh dveh rečem kar tako, ne smemo udomačevati težkih mest. Ne smemo jih poskušati zmehčati, ne smemo jih poskušati malo zgladiti, malo razpustiti, relativizirati, mogoče odinterpretirati s pomočjo drugih mest, ki govorijo drugače, o tem bomo tudi še govorili, ampak pustiti moramo težkim mestom, da nam govorijo z vso težo, z nezmanjšano težo, z vso jasnostjo in seveda, da nas izzovejo, da nas spravijo v nelagoden položaj, da nas spravijo v situacijo, ki v tem smislu ni prijetna, ki nas kliče, usmerja, pošilja nekam, kjer nismo, ker nas kliče seveda ven iz naše cone udobja, komfortne cone. Ampak seveda, Sveto pismo nam je dano, da postajamo podobni Kristusu. In torej se bo nujno dogajalo, da bomo naleteli na težka mesta, ki nam ne bodo fajn, ki bodo rezala skozi naše življenje, ki bodo naredila, da odletijo, da bi morale odleteti ene stvari ven iz mojega življenja. Tukaj bom zdaj na kratko omenil 4 ključna področja težkih mest, ki jih ponavadi probamo tako ali drugače udomačiti in zmanjšati
ta njihov naboj, njihova radikalnost, ostrina, ampak seveda s tem tudi njihov potencial, njihov dinamis, da nas transformirajo. No, in prvo področje, če mene vprašate, sploh danes, tako kot gledam interpretacijo Svetega pisma, prvo področje težkih mest je odnos do sebe, do jaza. Ja. V Novi zavezi predvsem najdemo ogromno enih mest, ki o tem govorijo zelo jasno in kjer grejo zelo proti, bom tako rekel, proti enemu common sensu, ki vlada v družbi, ki vlada dostikrat tudi v krščanskih krogih. Ta mesta govorijo kompletno kontra. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Odpovedati se je treba sebi. Naprimer, vse teh citatov je več, ne bomo šli vse, bom pozneje povedal, kje jih lahko najdete, več sem jih zbral. Se pravi, odnos do sebe. Ne? Božje razodetje v Jezusu nas napade tukaj, bom kar tako rekel. Napade točno na tej najbolj, bom rekel, intimni točki, kako jaz samega sebe dojemam. Kaj jaz mislim glede sebe. A jaz imam sebe sploh v lasti? Kako je s tem? Ja. Drugo področje, naslednji, to so ta 4 področja, lahko gledamo kot ene koncentrične kroge. Začne se pri tem res najbolj notranjem. Naslednje področje, lastnina. Jezus spet, takole. Nobenen izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Spet teh citatov je še precej več. In tudi vemo, da prve krščanske skupnosti so živele z neko zavestjo, da je vsa lastnina skupna, da ni nič moje. Zelo neprijetno. Ja, vse pravim, takoj najdemo, ampak to je treba malo drugače razumeti, ne, pa to ni toliko hudo, to pa malo drugače. Zelo hitro, potem najdemo neke izgovore, da to malo udomačimo, da take Jezusove izreke ali pa izreke iz drugih mest v Svetem pismu, da jih probamo udomačiti, da jih probamo, da niso tako radikalni, da se ne slišijo tako. Ne. Ampak seveda, ta tekst me kliče k eni veliko globlji svobodi. Ne. Poglejmo, kaj je na svetu zaradi tega, kar ljudje mislijo, da je njihova lastnina. Njihova. In kaj vse mora narediti. Ampak resnica pa je, da ni nič našega, kar nam ne bi bilo dano. Nič. To pa resnica. In zato bi bilo tudi dobro, da svojo lastnino začnemo drugače dojemati. Še eno, naslednje področje, uporaba sile proti zlu. Spet Jezus. Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še eno. To gre spet totalno proti common sensu, ki je v tem svetu. V tem svetu prav postaviti se mora zase. Jaz prav ne. To gre spet širš, tukaj zdaj navajam samo posamezne vrstice, vsem tem se da veliko več povedati. Ampak odnos do uporabe sile, ali pa tudi recimo prav, da ne gremo pred sodišče, če nam nekdo nekaj jemlje, prav puste se vzeti, puste se delati krivico. Zelo nepraktično, zelo proti common sensu v tem svetu. Sveto pismo se izziva s takimi stvarmi, nas napada s takimi čudnimi idejami. V bistvu so to čudne ideje, dajmo biti iskreni. Sam so v Svetem pismu in imajo v zadnji nek velik naboj, da nas spremenijo. No in pol še 4. področje je pa moja družina ali pa moj narod, ki to se povezuje. In spet Jezus reče tako stvar, če kdo pride k meni in ne sovraži, to pomeni v semitskem smislu ne ljubi manj, ampak vseeno zelo hud izraz, ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Ja. In pa imamo tudi druga mesta, ko pride Jezusova mati pa njegovi bratje, da bi govorili z njim, pa prav, moja mati pa moji bratje so te tlele, ki poslušajo Božjo besedo. Izredno težka beseda. Spet gre proti vsem common sensom, gre proti nekaterim mestam tudi v Svetem pismu, bi se jih dal najti. Ampak Jezus tle tako reče. In
ja, ta prava ponižna drža je, da ta mesta slišimo vsem njihovim glasom. Da jih ne probamo zadušiti, še prednji jih sploh slišimo. Ampak da se jim izpostavimo tem besedam. Da pustijo tem besedam, bom tako rekel, da delajo v nas in da naredijo svoje v nas, tisto, kar morajo, da zrežejo ene stvari ven iz nas in da nas transformirajo, da nas oblikujejo v Božjo podobo. Ja, no, jaz o tem sem dejansko napisal eno besedilo, ki si ga lahko preberete in ga bom dal tudi spodaj v link. Naslov je Zatemnjena svetilka, kjer boste našli tudi več svetopisemskih citatov za vsako od teh področij, pa tudi malo ozadja, kako je sploh do tega razmisleka prišlo. No, zdaj pa gremo naprej še k 4. področju, ki se delno povezuje in sem ga že malo napovedoval. To področje pa bi imenoval ne smemo sistematizirati. Ali pa saj to ne sme biti naša prva skrb. Ne? Ampak moramo sprejeti dejstvo, da so v Svetem pismu, da so navidezni ali pa resnični paradoksi, da so odlomki, ki se razhajajo, spet navidez ali pa zares, da to sprejemamo kot dejstvo, kot izhodiščno dejstvo, da so različni glasovi, ki govorijo navidezno ali pa zares različne stvari v Svetem pismu. Ja? In ne smemo skušati takoj, sploh pa ne na prvo žogo, takoj razrešiti, razvezati teh protislovij, se pravi v eno ali pa drugo smer, ampak moramo pustiti, kot smo že rekli, da govorijo s polno močjo. Ne, ker zdaj bomo iskreni, večinoma, kar se dogaja, in tudi če gledamo krščansko zgodovino, zgodovino razlage Svetega pisma, zgodovino cerkvenih razkolov tudi, povezano s tem, se dogaja kaj? Ja, v nekem okviru, v nekem krogu, pač se predvsem poudarjajo določeni teksti Svetega pisma in to rata, temu se reče kanon znotraj kanona, se pravi, te teksti rata najpomembnejši in vse ostalo v Svetem pismu se nekako upogne pod to. In pač enim tekstom pustimo, da govorijo na glas, druge pa utišamo in jih pač nekako podredimo tem tekstom, tako da tiste tekste, kot smo prej udomačimo, razkuhamo, razvodenimo, kakor hočemo temu reči, ampak večinoma se tako dogaja. In tega je v krščanski teologiji kakor hočeš. Dejansko se bom navedel par primerov. En primer sem pravzaprav že navedel prej, ko sem govoril recimo o interpretaciji recimo tistega odlomka, Matej 7:21, ki je Jezus pravi, da pač ne bomo prišli v kraljestvo, če ne delamo tega, kar je rečeno. Drugi odlomki vemo pa, da govorijo o odrešenju po veri, zgolj po veri. In seveda, takoj vidimo, protestantski tabor je rekel, ne, tisti odlomki so glavni, ostale bomo podložili pod te, katoliški pa sam kontra. Ja, te odlomki, ki govorijo o tem, kaj moramo mi vse delati, so glavni, tiste bomo pa lepo od spodaj podredili tem, ker je to glavno. In v obeh primerih ena besedila nimajo pravice govoriti z vso močjo. No in zdaj seveda, tukaj lahko nekdo reče, ja pa sej moraš nekako uskladiti, kako bomo pa pol mislili. Ja, tukaj smo pa zdaj v praksi tega, kar smo zadnjič rekli. A je Sveto pismo, čemu je Sveto pismo namenjeno? Namenjeno teologiziranju, ustvarjanju lepih, miselnih, teoloških sistemov, ali je namenjeno učenčevstvu, se pravi temu, da mi sledimo zakrižanjem in ostalim Kristusom, da gremo za njim in se učimo, smo vajenci, da se učimo živeti tako kot on. No, in če je to drugo, potem pa vidimo, da je to mogoče lahko celo pedagoško zelo koristno. Se pravi, ja, to je neprijetno za nas kot ljudi, ker imamo nerazrešene stvari tukaj. Tukaj imamo dve stvari, ki govorita, ki je tle neka tenzija, neka napetost je med njima. In seveda mi ljudje bi radi to razrešili, to napetost, v eno ali pa drugo smer, da to prevlada ali pa ono. Ampak, zdaj pa pravim, pedagoško ali pa bomo rekel učenčevsko, je pa veliko boljš, da to tenzijo pustimo in da nas oblikujejo oboji teksti, z obeh strani.
Se pravi, ta napetost je v resnici ustvarjalna napetost, ki nas kliče, nas sili k rasti v obojem, v obe smeri. Ne. Tukaj bi rad naslovil eno zmoto. In ta zmota je zelo udomačena, sploh v zahodnem krščanstvu. In ta zmota se glasi takole, da mislimo, da Bog od nas pričakuje predvsem določeno vedenje, določeno spoznanje. In to pa gre čez ves krščanski spekter. Protestantski, katoliški, pravoslavni mogoče malo manj, ampak celo zahodno krščanstvo je obsedeno s tem, če smem tako reči, da bomo prav razumeli, da bomo pravo teologijo. Ampak že iz onega Jezusovega citata vidimo, da tle to ni na prvem mestu. Na prvem mestu je pravo delovanje. Pravo razumevanje je samo v službi tega, da bomo prav delovali. Prav to, kar zdaj jaz tukaj zagovarjam, je slabo za teologijo, sploh je slabo za sistematično teologijo, dobro je pa za teoprakso. Se pravi, kako dati Boga v prakso, kako živeti tako, da sledimo Kristusu in da se oblikujemo. No in zdaj bom navedel par primerov, ki mislim, da bo kmalu ratalo jasno, o čem govorim. Naprimer, v Svetem pismu imamo nekatere tekste, ki govorijo o Božji strogosti in ga predstavljajo izredno strogo, in imamo druga mesta, ki govorijo o tem, da je Bog ljubeč Bog. Recimo v 1. Petrovem pismu 1.17 pravi, da naj, če Boga imenujemo za očeta, naj v svetem strahu preživimo ves čas svojega tujčevanja. Medtem, ker recimo v Izaiji 66.13 pa Bog govori o sebi, o svoji ljubezni, ne samo kot očetovski, celo kot o materinski, izredno nežni ljubezni. In seveda to je tipičen problem. Vidimo, eni ljudje imajo težavo s tem, drugi z drugim. In ponavadi se proba potem eno od tega dvojega nekako ukiniti ali pa preskočiti čez tista mesta, ki nam niso blizu. Samo, zdaj za sistem je to res slabo, ampak pedagoško je pa to izredno pomembno. Un dan, ko sem jaz, ko ratam len pa prevzeten, moram slišati, da je Bog strog. To jaz kot učenec moram slišati, še kako moram slišati, in to s celim glasom. Drug dan, ko sem razočaran, pobit, moram slišati o Božji izredno nežni ljubezni, spet s celim glasom, s polnim glasom. In tukaj vidimo, kakšno škodo bi tukaj neka sistematizacija tega naredila učenčevstvu. Naslednji primer, slaven. Božja suverenost proti naši svobodni volji. Imamo recimo v Efežanom 1.11 pravi, da Bog vse dela po sklepu svoje volje. Vse, tudi stvari, ki se tiče nas. V Filipljanom 2.12 ta isti Pavel pravi, da naj s strahom in trpetom uresničujemo svoje zveličanje, svoje odrešenje. Ja, saj vemo, tukaj sta bila dva tabora potem. En je bil kalvinističen, drug je bil arminianističen ali pa pelagijanski. Samo jaz ne pristajam na nobenega od teh dveh taborov. Ker je spet tako. Včasih, ko sem prevzeten, jaz moram slišati, da je Bog suveren in da Bog dela pred, nad, pod, ob mano in da jaz tukaj igram izredno majhno in nepomembno vlogo in predvsem, da moram res dobro upoštevati njegovo suverenost in njegovo vodstvo. Drug dan, ko sem len, moram zelo jasno slišati, da je namen, da udejstvujem svoje odrešenje, da sem izredno dejaven, ker Bog deluje v meni. In spet, za učenčevstvo je ta napetost super, za teologijo slabo, seveda, ker se ne da narediti lepega sistema tukaj. Mislim, še hujše je to, kar sem prej omenil, zveličanje po veri, zveličanje po delih. Tle so ljudje umirali zaradi tega. Dejansko so bile vojne, Evropa je krvavela desetletja, tretjina Evrope je umrla zaradi, dobro, se v resnici so bili odzad politični spori, če smo iskreni, ampak tukaj je bil teološki spor tudi odzadnji. Še en primer, duhovništvo vseh verujočih, recimo, vi ste kraljevo duhovništvo, napram temu, da moramo spoštovati voditelje, spoštujte svoje voditelje in jih poslušajte, prav pismo Hebrejcem. Ja, spet, ko sem negotov, ko mislim, da ne zmorem, jaz moram slišati, da sem postavljen od Boga kot kraljevi duhovnik in da mi Bog daje vse, da jaz
v polnem smislu upravljam delo službe. Ampak, ja, ko sem pa prevzeten, pa mislim, da lahko, ne vem, vse sam, ne, in mi grejo stvari v glavo, pa rabim nasvet starejših, zrelih kristjanov, ki se jim tudi podrejam v pravem duhu. Spravo, rabimo oboje. Ne. Ni eno ali drugo, je oboje. Ne. Pa, no, še bolj drastično je tole, recimo, kakšna je moja identiteta? Ja, Nova zaveza pravi, da sem Božji otrok, pismo Rimljanom 8, 15-16 recimo. Samo nekje drugje, recimo v Luka 17:10, mi pa Jezus svetuje, da ne vzamem identiteto nekoristnega sužnja. Kako je zdaj s tem? Kaj sem, kaj nisem? Spet, ne, če bi vzel eno od tega in drugo pustil, mi bo v ključnih momentih zmanjkalo tistega, kar rabim. Rabimo oboje v polni meri, polnokrvno. Rabim in močno spodbudo to, da sem Božji otrok, da sem prerojen iz vode in duha, da v meni deluje Sveti duh, da sem posinovljen, upravičen, vse to. To nujno rabim, ampak v drugih primerih bom pa nujno rabil tudi to, da se izpraznim samega sebe. Ker ta vloga sužnja je vloga, ki je prevzel moj učitelj. In če hočem hoditi za njim, se temu ne morem izogniti. Se varam samega sebe, če bom te stvari odinterpretiral stran, ker pač velja samo to, da sem Božji otrok. Ja. No, zdaj, seveda ne, da pa ne ostanemo zdaj v neki čisti zmedi, ne, je pa tako, da zaključimo pa lahko tole s tem, da vseeno ta nasprotja pa so nekje razrešena. Ampak niso razrešena v nekem sistemu. So pa razrešena kar preprosto v osebi Jezusa Kristusa. On je pa vse to živel v polnosti in v celoti. Edino pri njemu osebno, to niso kontradikcije, to niso nasprotja, ampak so dejansko različni vidiki njegove vrline, njegovega božanstva, ki je postal človek. Tako, tam pa je to razrešen, ampak seveda tukaj vidimo, da tle pa ne more iti za teološki sistem, ki bo to razrešil, ampak za našo osebno hojo, za našo osebno ljubezen do njega, tako kot smo začeli danes, sledenje njemu, učenje od njega, hojo za njim dnevno in skupaj z brati. No, tudi v tem sem malo nadalj se razpisal v prispevku, kako razlagati svetopisma, in to bom tudi dal v opombo dol. Bom dal povezavo. Tako da to bi bilo to, kar lahko rečemo o etiki branja Svetega pisma, in če se tega držimo, nikoli ne bomo zašli daleč od tega, kar Bog hoče z nami narediti preko Svetega pisma.